Pomagala ne bo niti njihova soglasno sprejeta zahteva, da mora ministrstvo pri vpisu v strokovne programe v črnomaljski srednji šoli upoštevati vse usmeritve iz programa za razvoj Pokolpja in tako ohraniti obstoječe strokovne programe šole. Nam je v dveh programih, to je ekonomski tehnik, kjer je bil pogoj 7 vpisanih, se nam jih je 6, torej za enega smo prekratki, in podobna situacija je tudi pri oblikovalcu kovin orodjarju, poklicna stopnja. Kljub temu, da je orodjar deficitarni poklic, ki ga potrebuje tudi belokranjsko gospodarstvo, in kljub temu, da na šoli že ves čas obstoja združujejo programe znotraj šole, zaradi pocenitve šolanja za jesenski vpis niso uspeli pridobiti teh dveh programov. Vedo pa, tako Adlešič, da je ob podobnem primeru na eni izmed šol v Dolenjski regiji ministrstvo odobrilo program. Belokranjskim staršem tako ne ostane drugega, kot da do ponedeljka, ko poteče rok, prenesejo prijave za vpis v šolo drugam. Moram pa tu poudariti, da ekonomska situacija v Beli krajini je zelo huda in da je staršem kar velik izdatek prevozi, da ne zgubljam besed o prevozih in tako dalje, če imaš šolo seveda doma. In to šolo, na kateri dijaki dosegajo dobre rezultate. Kar se tiče rezultatov, mi se lahko pohvalimo, mi smo nad državnim povprečjem, tako pri zaključnih izpitih, pri poklicni maturi, tudi na gimnaziji maturi, tudi na ostalih rezultatih v tekmovanju z znanjem, tako da mislim, da se kvalitetno dela. Čeprav so občinski svetniki prepričani, da je odločitev ministrstva v nasprotju s težnjami po skladnem regionalnem razvoju, na ministrstvu menijo, da ni razloga za spremembo njihove odločitve. Sicer pa se v Črnomlju še vedno ubadajo tudi s problematiko povezano s tamkajšnjo bioplinarno. Županja že s 3. pismom poziva pristojne državne službe in organe, da nemudoma pristopijo k reševanju problematike. Člani okoljskega gibanja Proteus, ki še vedno čakajo na odgovor ministra za kmetijstvo in okolje, pa skupaj s krajevno skupnostjo pozivajo ljudi, da jutri dopoldne pristopijo k podpisu peticije zoper zdravju škodljivemu smradu in okoljskim tveganjem povezanim z gnojevko iz bioplinarne in prašičje farme z Lokev.